Alleluia.
čolnom spet na drugo stran, se je zbrala pri njem velika množica. Bil je pri jezeru. Tedaj je prišel eden od predstojnikov skotnice, Jair po imenu. Ko ga je zagledal, je padel k njegovim nogam in ga zelo prosil, rekoč: Tvoja hčerka je v zadnjih vzdihljajih. Pridi in položi roke name, da ozdravi in ostane pri življenju. In odšel je z njim. Za njim se je odpravila velika množica in pritiskala name. Tedaj so prišli od predstojnikove hiše in rekli Jairu: Tvoja hči je umrla, kaj še nadleguješ učitelja? Jezus je slišal od strani, kaj so rekli, in je dejal predstojniku skotnice: Ne boj se, samo veri. In nikomur ni dovolil, da bi šel s njim, razen Petru, Jakobu in Janezu, Jakobovemu bratu. Ko so prišli pred predstojnikovo hišo, je videl vrvež in ljudi, ki so jokali in zelo žalobali. Vstopil je in jim rekel: Kaj se razburjate in jokate? Deklica ni umrla, ampak spi. In posmehovali so se mu. On pa je vse odslovil in vzel s seboj očeta in mater deklice ter tiste, ki so bili z njim, in stopil tja, kjer je bila deklica. Prijel jo je za roko in je rekel: Talita kum, kar pomeni: Deklica, rečem ti, vstani. Deklica je takoj vstala in hodila. Imela je namreč 12 let. Od začudenja so bili vsi iz sebe. On pa jim je strogo naročil, naj tega nihče ne izve, in velel, naj ji dajo jesti. To je Kristusov evangelij.